AMZS idealna linija s podrobnostmi 3 dirk v Pietramourati, kjer si je Tim Gajser privozil 4. naslov svetovnega prvaka v karieri. Spomnili vas bomo na ključne trenutke sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, v kateri je Tim Gajser drugo leto zapored potrdil, da mu v razredu MXGP ni kos nihče. Tim Gajser je 4. v karieri, sicer pa 3. v razredu MXGP postal svetovni prvak. V Pietramourato v Italijo je prišel z rdečo številko, vodilnega v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo. Prvo od 3 dirk na tem prizorišču v finišu sezone je začel imenitno. Že v kvalifikacijah je bil najhitrejši, po izvrstnem štartu pa je s prvo vožnjo in tekmeci opravil kot za šalo. Nihče mu ni bil kos. Vodil je od prvega ovinka pa vse do ciljnega skoka ter potrdil, da je vrhunsko pripravljen. Druga vožnja se mu žal ni išla tako, kot si je želel in upal. Na štartu se je rahlo zapletel v prvem ovinku in iz njega prišel šele na 9. mestu. Hitro se je zbral in začel prehitevati tekmece. Vendar ozka proga ni ponujala veliko mest za tvegane manevre, a vseeno se je na koncu prebil do 4. mesta. Skupno je na dirki osvojil 2. mesto za Antonijom Cairolijem, toda pred Italijanom je zadržal lepo prednost 73 točk v skupnem seštevku, kar je napovedovalo obrambo naslova svetovnega prvaka že v naslednji preizkušnji. Jan Pancar je slovenske barve z licenco AMZS zastopal v razredu MX2. Potem, ko se na preteklih 3 dirkah v Lomlu ni najbolje odrezal, je tokrat vendarle pokazal, česa je sposoben. V prvi vožnji je po dobrem štartu prišel do 13. mesta, s katerim je bil zelo zadovoljen. V drugo pa mu ni šlo tako dobro. V prvem ovinku je zašel v gnečo in izgubil nekaj dragocenih sekund ter tudi mest, česar nato v nadaljevanju ni več zmogel popraviti, čeprav se je trudil po najboljših močeh. V cilj je kljub temu pripeljal med dobitniki točk svetovnega prvenstva, saj je osvojil 18. mesto. Na dirki je skupno zasedel 17. pozicijo. Zmaga pa je pripadla Jagu Gercu. Belgijcu sta družbo na zmagovalnem odru delala še danec Thomas Kjær Olsen in Francoz Tom Vial. Druga od skupno 3 preizkušenj na stezi z imenom Krosodrome Ciclamino je Gajserju prinesla zmago na dirki. Že po prvi vožnji pa je z 2. mestom prišel do naslova svetovnega prvaka. Zelo sem zadovoljen, nimam besed trenutno, dan je bil res perfekten, osvojitev naslova 4. že. V kvalifikacijah je postavil 3. čas, nato pa se mu štart prve vožnje ni povsem posrečil, saj je na prvo merilno točko pripeljal 13. A to ga ni zmedlo in odločno je začel loviti ter prehitevati tekmece. V 9. krogu pa si je Gajserjev prvi zasledovalec v skupnem seštevku, Antonio Cairoli, privoščil napako in slovenski as je to izkoristil ter švignil mimo Italijana. Na koncu je kljub temu, da je od 2. kroga vozil brez normalno delujoče sklopke, zaostal le za Jeremyjem Zevarjem. Švicar se je kar nekajkrat spretno rešil napadov Gajserja, ki pa je bil zadovoljen tudi z 2. mestom, saj mu je povsem zadostovalo za obrambo naslova svetovnega prvaka. Druga vožnja se je začela z zapletom v prvem ovinku. V motor novega starega svetovnega prvaka se je namreč nesrečno zapletel Jeremy Van Horbeck. Gajser je bil pretresen, dirko pa so prekinili. Drugi štart se je nato za slovenskega asa izšel imenitno in po njegovih željah. Tako je prevzel vodstvo in vodil od štarta do cilja, čeprav mu je predvsem v finišu Romain Febvre pošteno dihal za vrat. A v slogu največjih motokros velemojstrov je vse napade Francoza odbil ter se prešerno veselil 4. zmage na Grand Prix dirkah v letu 2020 in seveda zlate številke najboljšega motokrosista sveta v razredu MXGP v tej sezoni. Res rad bi se zahvalil celi ekipi, res smo trdo delali. Tako da vsem tujim navijačom v Sloveniji. Škoda, da vas ni bilo tu, ampak upam, da bomo to proslavili, da bo naslednjo leto spet šlo vse nazaj normalno in da boste lahko v progi. Tako da še enkrat hvala vsem in gremo naprej. V kategoriji MX2 Jan Pancar ni blestel.
Oziroma malce ga je na cedilu pustila tudi sreča. S kvalifikacijami je opravil na 22. mestu, v prvo vožnjo pa se je pognal zelo dobro, saj je iz prvega ovinka na prvo merilno točko pripeljal na 12. mestu. Nato pa je začel drseti po lestvici navzdol in na koncu vendarle uspel ostati med dobitniki točk svetovnega prvenstva. Vknjižil je 2, saj je v cilj pripeljal 19. V drugo vožnjo je Pancar štartal bistveno slabše od prve. Na prvem merjenju časa je bil namreč šele 24, a se ni predal. Z visokim tempom dirkanja na progi je pridno prehiteval počasnejše od sebe ter napredoval po lestvici vse tja do 14. mesta. Potem pa je v zadnjem krogu na enem od skokov, ko je želel prehiteti še Avstrijca Michaela Sandnerja, storil napako in se znašel na tleh ter zapravil dobro uvrstitev. Pripadlo mu je namreč 24. mesto. Skupno na dirki pa je bil 23. Na najvišji stopnički za zmagovalce je tokrat stal Belgijec Jago Gerc, naslov svetovnega prvaka pa si je, podobno kot Gajser, že v prvi vožnji privozil Francoz Tom Vial. Zadnja dirka motokrosistov v sezoni je pomenila tretjo preizkušnjo zapored v dobrem tednu dni na slikoviti progi v Pietramourati. Ker je bilo o naslovih svetovnih prvakov že vse odločeno, je šlo tako le še za prestiž in čim boljša mesta v ozadju. V razredu MXGP je Tim Gajser vsem pokazal, zakaj je drugo leto zapored najboljši motokrosist na svetu. Četudi se mu kvalifikacije niso iztekle po željah, saj je postavil 5. čas in je prvo vožnjo končal na drugem mestu za Romanom Febrom, pa je v drugi vožnji deklasiral konkurente. Na štartu se je izognil zapletom v ozadju, prišel na drugo mesto in nato sredi drugega kroga prehitel vodilnega Jeremija Zevarja. Nato je sledila vožnja za v motokros učbenike. Tekmeci mu niso zmogli slediti in v cilj je skočil s prednostjo skoraj 16 sekund. Vrhunska sezona je za nami. Res sem vesel, da smo zaključili tudi z skupno zmago danes. Res bi se rad zahvalil vsem v ekipi, res smo trdo delali za to. Da vsakemu posamezniku res hvala. Moji punci, vsem doma, vsem navijačem, ki me spremljate preko televizijskih ekranov, hvala vam. V skupnem seštevku je s to dirko samo potrdil naslov svetovnega prvaka. Na koncu je drugo uvrščeni Jeremy Zevar za njim zaostal 102 točki. Jan Pancar je za konec sezone prav tako pokazal 2 zelo dobri vožnji, čeprav je čutil nekaj bolečin zaradi padca, ki ga je doživel na prejšnji dirki. V kvalifikacijah ni blestel in je postavil 21. čas. V prvo vožnjo pa se je pognal zelo odločno. Po 17. mestu na prvi merilni točki je nato z enakomernim ritmom dirkanja napredoval po lestvici do 14. pozicije, ki mu je prinesla 7 novih točk v skupnem seštevku. V drugi vožnji se mu štart ni posrečil, saj je bil ob izhodu iz prvega ovinka na 21. mestu. A vnovič je vozil premišljeno in konstantno, s čimer je prehitel kar nekaj tekmecev ter se v cilj znova pripeljal na 14. mestu. Skupno je na dirki zasedel 13. mesto, v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo pa je zbral 115 točk, kar mu je prineslo 20. mesto. Zmage na zadnji dirki sezone v tem razredu se je veselil Ben Watson, ki bo v letu 2021 eden od tekmecev Tima Gajserja, saj se seli v razred MXGP. Sezono 2020 si bo Tim Gajser brez dvoma dobro zapomnil. Začel jo je marca, ko je na dirkah v Metterley Basinu in Valkenswordu dvakrat zasedel drugo mesto. Na obeh preizkušnjah je imel kar nekaj smole, saj je na zahtevnih progah zaradi lastnih napak kar nekajkrat pristal na tleh. Vseeno je demonstriral odlično pripravljenost in dvakrat zaostal le za Jeffreyem Herlingsom. Začetek je bil zelo dober, v dobri formi sem bil, probal se to vzdrževati. Je povedal slovenski šampion v času dolgega premora zaradi epidemije koronavirusa. Pač se je zgodilo, kaj se je zgodilo, za vse je enako, vsi smo v isti situaciji. V tem času seveda ni miroval. Treniram normalno naprej, se dejansko drugačnega življenjskega sloga ne poznam, kot trenirati vsak dan, 2-krat dnevno.
Na Hrvaškem se je znojil na stezi z zelo mehko podlago in pilil formo ter razmišljal o nadaljevanju sezone. Vsi vozniki, kateri stojimo na rampi, smo tam z enakim ciljem, vsi si želimo zmagati. In pač, kjer je bil najbolj priden v tej pauzi, kateri se bo najbolj hitro prilagodil na drugačen način tekmovanja, bom rekel, tisti bo na koncu sigurno imel prednost. V začetku avgusta se je po 5 mesecih svetovno prvenstvo končno spet nadaljevalo. 3 dirke zapored v latvijskem Kegumsu so nakazovale, da bo v zelo kratkem preostanku sezone izjemno pomembna odlična fizična pripravljenost, pa tudi brezhibno delovanje motorja. Po 5 preizkušnjah Gajserju ni kazalo obetavno, saj mu je Herlings ušel za 46 točk. Septembrski paket 6 dirk v Italiji je prinesel zasuk. Če prva preizkušnja v Faenci ni šla po Gajserjevih načrtih, se je zasedel šele 6. mesto, pa je potem sledilo zelo dobro nadaljevanje. Pred drugo dirko na stezi Monte Corali je zaradi poškodbe odpadel Herlings in vodstvo v skupnem seštevku je prevzel Antonio Cairoli. Gajser pa je vedel, da mora zdaj napadati na vso moč. Italijanski veteran je v Mantovo prišel s 7 točkami naskoka, ter jih takoj zapravil. Slovenski as je sicer ostal tik pod odrom za zmagovalce, a v roke zagrabil rdečo številko vodilnega, ki je nato ni več izpustil iz rok. Gajser je 4. oktobra lombardijsko progo zapuščal s širokim nasmehom na obrazu, saj si je privozil prvo zmago na dirki v sezoni. Res sem zelo vesel, vožnja je bila danes res perfektna. Razen tiste male napakice v drugi vožnji, ki me je stala 1:1, ampak je super. Španija je bila naslednja postaja, steza na obrobju Madrida pa za vse neznanka, saj je Arroyo Molinos premierno gostil svetovno motokros karavano. Na domači progi je bil najboljši Jorge Prado, drugo mesto na zmagovalnem podiju pa je pripadlo Gajserju, ki je dobro vedel, da bodo naslednje 3 dirke v Belgiji bržčas tiste, ki bodo odločale. Lommel med motokros Srenjo slovi za najtežje dirkališče v sezoni. Gajser pa je z njim opravil v maniri velemojstrov. S 3 preizkušnjami na progi Stedelijk Motocross Terrain je opravil imenitno, saj je 2 dobil in enkrat pristal na drugem mestu. It's been a great 3 races. I was enjoying a lot and yeah, the track was rough. The track was rough, especially today, with a lot of rain. It was quite deep bumps, like quite heavy sand as well. But overall I'm super happy. V Pietra Morato na zadnje 3 preizkušnje sezone se je Gajser odpravil s prednostjo 74 točk pred prvim zasledovalcem Antonijom Cairolijem. Opogumljen z dobrimi vožnjami iz Belgije je na prvi preizkušnji na stezi Crosodrome Ciclamino sicer izgubil 1 točko proti Italijanu, a ostal zbran in povsem osredotočen na končni cilj, obrambo naslova svetovnega prvaka. Prva vožnja druge dirke v Trentinu mu je prinesla zmago in nedosegljivo prednost za tekmece. 4. v karieri, 3. v elitnem razredu MXGP se je veselil naslova najboljšega na svetu. I'm super satisfied, it was a weird year, with the break that we have between second race and then when we start to continue the racing. But anyway, on the end everything came together and we won another title. Huge thank you to everyone around me, everybody in the team, all the fans. Piko na i je postavil na zadnji dirki sezone, na kateri je vknjižil 5. zmago v letu 2020, skupno pa 29. v karieri na dirkah najvišje tekmovalne ravni. Da je zasluženo na vrhu motocross elite, govori tudi podatek, da je letos dobil 15 od skupno 36 voženj. Daleč za njim sta na drugem mestu Jeffrey Herlings in Jorge Prado, ki sta jih dobila vsak po 5. To je vse za 2020, gremo naprej in komaj čakam že za naslednje leto. Glejte AMZS idealno linijo in podpirajte slovenski motošport.